Danes imam jaz za vas pripravljen recept oziroma 3 recepte za 3 različne poletne smutije. En bo tak tropski, en bo tak poln jagodičevja in pa en mango smuti. Pripravili bomo 2, enega vam pa še na koncu pokažemo, da ga boste lahko sami pripravili doma. Jaz predlagam, da se kar lotimo počasi dela, zaradi tega, da nam ne zmanjka časa, je pa to zelo preprosta zadeva, ker rabiš samo sadje in je to to. Prvi bo tropski smuti. Kar rabiš, tukaj imam mešalnik, se pravi blender rabiš, mango. Polovica manga imam jaz tukaj peško, lepo obrežemo meso stran, potem greš pa isto samo po drugi strani tudi ob mesu par mango. Zdaj, če imate celo mango, se veste, kako se ga obreže, a ne? Da ga ti daš na pol in potem narediš križno mrežo po mangu in tako dobiš pač največ mesa ven iz manga. Danes ga bomo pa mi kar na takle način, ker ne rabimo nekih lepih koncev, zrezali. Mango je zelo dobra, zelo hranljiva zadeva, polna je vitaminov in polna je tekočine. Velikokrat poleti pravijo, pijte tekočine, oziroma ne pijte tekočino, ja, tudi to, ampak jejte tekočino zraven, ko jo tudi pijete. Se pravi, pijte vodo, pijte osvežilne pijače, veliko limone, naprimer, da vitamin C, veliko, kokosove vode, ki ima ogromno nekih mineralov. Probajte čim več različne tekočine spraviti v sebe, da date zraven poleg tekočine še hranljive snovi, mikrohranila in pa kakšna makrohranila. In sadje ter zelenjava, ki jo je polet na kupice vsega, kakor vidite lahko tukaj na naši mizi, od sadja do jagodičevja, do kakšnih redkvic, tamle imamo melono, ohrovt, lahko bi rekel, da se res ni, da ni na naših njivah. In tisto, kar nam podarja narava, tisto je res najboljše, da se uporablja v tistem letnem času. Takole, tale mango smo mi zrezali noter, potrebuješ približno polovica manga, lahko ga uporabiš tudi več, lahko ga manj, odvisen, koliko si ljubitelj tega sadeža. Potem imam pa tukaj eno tako zelo čopato zadevo in to je tale ogromni ananas, ki ga definitivno ne bomo celega porabili. Odrežete stran glavo, jaz temu rečem kar glava, ne? Ta zgoren del, tega ne bomo uporabljali, pa samo par kolobarjev ananasa odreže stran. Ga še ne lupaš prej, zaradi tega, ker ne bomo porabili celega in da ne bomo uničili sadeža, ga bomo pač olupali samo tako. Drugače pa ga postaviš takole in greš od ozgori navzdol, da olupaš ta sadež. Ananas ima en tak dober trik, da pogledaš, a je zrel. Prvo itak ti že pove nasploh barva ananasa. Druga stvar je pa to, da iz te glave, ki smo jo prej odstranili, probaš, primeš list in če gre list lepo ven, pomeni, da je ananas zrel. Če bo list ful težko šel ven ali pa da sploh ne bo šel, bolj za tisti ananas pustite zaradi tega, ker bo noter po vsej verjetnosti zelo kisel. Jaz pa vedno pri ananasu takole odrežem v bistvu en krog ven, se pravi, da damo lupek stran. Najbolj pametno je to početi sicer stran od sebe, ker z nožem nikoli proti telesu pravijo, ampak danes kako se reče, zato da bo bolj preprosto, bom jaz to takole naredil. Potem odstraniš ven tole in ker bomo to vse skupaj v smoothie makerju zblendali, ne rabite nič dajati tegale trdega stebla vmes ven. Narežete na kar velike kose in pa preprosto vržete noter. Recept si lahko preberete tudi na ekranu, lahko si ga slikate, zaradi tega, da ga boste imeli skozi na razpolago. Takole. Drugače pa sveže sadje že nasploh je znano po tem, da je zelo zdravo, primerno za srce, za ožilje in kakor sem že rekel, ja, poletje, vročina, telo je dehidrirano in telo in ožilje rab vodo zaradi tega, da se kri v tekočini oziroma da se ne zgosti preveč kri, sploh zdaj v današnjem času, ko je polno nekih takih bolezni, je potrebno res poskrbeti za to, da je naša kri zdrava, pretočna, da se pretaka po telesu in predlagam, da si nekaj več pogledamo v naslednjem izseku.
težave s srcem prav tako, zdaj poleti še posebno opazimo, če ima nekdo zatekanje nog, pospešeno bitje srca, aritmije, potem tudi potenje, preobilno roke, noge, holesterol, težave z ožiljem, tudi debelost, pač vse to kaže na to deficitarno stanje. Takole, evo, tale naš smuti smo mi zmiksali. Jaz sem vmes, ko ste vi gledali sek, dodal noter še eno veliko žlico kokosovega jogurta in pa malenkost posušenega kokosa. Lahko dodate tudi svež kokos, ampak s tem nesvežim kokosom, se veste, je majčkeno več dela, da se ga da na pol, pa da se pol meso izdolbi. In tale naš smuti, ta prvi smuti je narejen